Pa je že skoraj da pred vrati. Veliki sončev mrk, ki se zgodi samo 7-krat v enem stoletju, v 100 letih. In sedaj v letu sedmice smo, a veš, to se sploh ne bo več ponovil. V letu sedmice smo in samo 7-krat v enem stoletju je taka poravnava, kar pomeni, da je ta sončev mrk definitivno najbolj pomemben. In jaz mislim, da se bojo odprli taki portali in da bojo taki angeli, taka nebeška podpora prišla čez, ampak mislim, da bo vse skupaj zelo intenzivno. Zato sem ti tokrat pripravila video učenje. Morda boš z nami samo, ampak to je pa res, tako, ta meditacija, nikoli se še ni ena meditacija, tako hitro napavljena kot ta. Če uspeš ujeti kakšno prosto mesto, si definitivno zagotovi to napotovanje duše, si aktivirali bomo angele, delali angelske aure, kanalizirali svetlobo iz vseh teh energij v svoje telo, ustvarili si angelsko auro, poklicali, kaj že, čakaj, aktiviranje 7 angelov za blagoslov 7 željam, tako noro bo, kaj bomo naredili iz energije. Tako, če boš z nami, super, če pa ne boš, potem pa vsaj poslušaj tole video učenje, oziroma ni to video učenje, kot je kanaliziranje zdajle v živo, kaj ti odprli bova 3 karte, kaj je tisto, kar potrebuješ ob tej veliki poravnavi stoletja. Kaj je tisto, na kar se osredotočati, definitivno v naši kolektivi v Sloveniji, zato da lahko definitivno se zelo napolniš s svetlobo. In meni je bilo rečeno s strani angelov, ki so v tem trenutku definitivno zelo prisotni, a ne, predvsem nad angel Mihael bo tukaj, mislim, da kapo di banda, oni so meni rekli takole. In zdaj poglej, a raven zelo še govoriti. Prvo, kar v življenju potrebuješ, je stik s tvojo dušo. Naredili bomo piramido, ok, iz teh kart. Naredili bomo piramido, stik s svojo dušo, svojimi angeli, svojo duhovnostjo. Kaj potrebuješ za popolno srečo, ok? To je prva karta. In potem naprej, kaj še potrebujemo? Potem je tukaj zemeljski jaz. Kaj potrebuješ za svoje čustva, za svoje srce? Dušo imamo, ker sama je ven skočila, ne? Razumeš, jo imamo tukaj na vrhu piramide in potem dajmo levo stran srce. Kaj potrebujemo za čustva in pol bomo odprli te karte. In tretji steber, ki drži vse skupaj, je pa telo. Kaj potrebuje telo? Ob tej veliki poravnavi zato, da bojo energije tekle, zato da lahko si pretočna za svetlobo in angelske energije. 3 karte smo odprli. Nisem še odprla, zdaj sem si samo postavila v obliki piramide in dajmo se zdaj pogledati, kaj je tisto. Začnimo z dušo, ona je prva takole skočila iz sveta ven, torej kaj se potrebuje, a ne? Angel of strength, angel moči. Tukaj vidimo, na tej karti vidimo angela, ki daje roko in ki pomaga. In karta številka 4, kar je angelska številka, pomaga človeku zato, da se vzpenja po gori. Ful lepa karta. Dobro, zdaj tole snimam, če ne bi se ziher začela jokati, ne? Dragi moji, vsi mi bomo v tem obdobju rabili pomoč angelov. Hoče nam povedati, da nismo sami, da smo preveč mislili, da rabimo sami. Premalo je bilo ljudi, ki jih je prosili za pomoč, da na kakršenkoli način pomagajo, da karkoli prinesejo. Premalo je bilo pogovora z angeli. Angeli še vseeno rabijo, veš, imeti dovoljenje, zato da ti lahko nekaj prinesejo, da ti pomagajo. Moraš ti, tako kot ta človek, razumeš, kle na tej karti, dati roko. Tako da definitivno ob tej veliki poravnavi dajte ponuditi roko angelom. In to je ta meditacija, ki bomo 24. delala, veš, noro. Dajte meditirati z njimi, pogovarjajte se z njimi, tudi če se vam zdi, da nimate volje. Preveč je bilo osredotočeno, kaj drugi ljudje, kaj tret, razumeš, kaj pa angeli, kaj bi pa oni rekli. Iti v njihov objem, v meditacije z njimi, biti z njimi, vsrkati besedno vase njihovo energijo. To je tisto, kar nam daje duhovno moč. Absolutno zelo, zelo pomembna stvar. Tako da stik z angeli je ključen in to je tisto, kar tudi tvoja duša potrebuje. Kaj ti imaš preko nje, potem razumeš, in preko angelov imaš dostop do duše in obratno. Tako da
Veš, zdaj, ko sem odprla tole karto, ne vem, če veš, mimogrede omenim, ni bil zdaj to point tega videa učenja. Mi je pa zdaj povsem jasno. 13.5. pri meni prihaja nov tečaj Dušna transcendenca za raziskovanje svoje duše. Ni bila planirana, nisem si mislila, kako se bo pokazala, ampak mogoče je v tem trenutku čas, da jo omenim in mislim, da je bilo fajn, da jo raziščeš, predvsem v mesecu maju. Kaj se pa potrebuje za čustveno rast? Imamo karto 33. Razsvetljenje, presvetliti čustva, ful je bilo veliko negativnih besed, kad dvojna trojka pomeni premalo veselja, mojstrska številka je podvojena, to pomeni premalo je bilo veselja, presvetli čustva, več pozitive, več pozitivnih pogovorov, več veseliti se, več videti dobre stvari. A veš, tudi recimo, če si šel na socialno mreže, to je bilo vse samo neko kritiziranje, vsi imajo neko mnenje, vsem, dajmo to spluvati, dajmo spluvati, tako naprej. Preveč je bilo negativnih besed v polju, to je ta karta. In te besede so umazale čustva, začelo se je v glavi, šlo je naprej na čustva. Treba je presvetliti srce, treba je presvetliti s pozitivnimi energijami, dobesedno se napojiti trojka z veseljem, tako naprej. Definitivno vam svetujem, a veš, da sva to pa midva z Mihaelom že vedela. Ko sva midva postavljala, ne vem, če veš, ampak 19. maja mava, končno greva nazaj na velike odre, mava v dvorani smel, mava ful velik dogodek ob izidu najine knjige. In midva se rekla, midva rabva ljudem pričarati veselje, upanje, čustva. In sva naredila tak program in vse, jaz komaj čakam, da stopim na ta oder, da se bo to začutilo v eni dvorani. Jaz vem, kaj se to sproži, kakšni portali se tam odprejo, tako naprej. In to je točno to, ampak v bistvu sem bila tako presenečena, ko sem naredila program, je bilo ful veselja noter, res, pa kot enih takih hecnih stvari. Ne bom zdaj izdala, prid na dogodek, dobiš zraven še knjigo, ne, ob vstopnici dobiš zraven še knjigo, tako naprej. Knjiga je fantastična, tako naprej, ampak to je točno to, kar se rab. In zdaj, ko sem odprla to karto, evo, sončev, tak mrk je pred vrati, mi je bilo popolnoma jasno, zakaj sem midva to tako naredila. Tako da, definitivno se to potrebuje. In kaj potrebuje še? Telo. Vsi otroke delati, ne se ne. Karta je plodnost, ne hecam se, pa gor so dojenčki. Angel of fertility, ne? In gor imaš dobesedno, imaš angela, ki ima v rokah dojenčka, pa nek par, ki ima dva para, ki ima gor dojenčka, tako da če bo kdo hotel letos imeti otroke, pa naprej, definitivno vaše telo pripravljeno. Ampak drugače, da mislim, unika ne nameravate imeti otrok. Angel of fertility, to je plodnost, a ne tako naprej, v telesu rabite nove energije. Kaj to pomeni? To pomeni, da dodate fizično stvari, ki jih prej še telo ni dobivalo in delalo. Primer, če prej niste nič športali, se nič gibali ali pa mogoče nič v naravo hodili, da zdaj začnete to delati. Torej vse, kar je na novo, to je fertility, torej rojstvo, razumeš, plodnost, nekaj, kar se prvič zgodi. Okay? Razumeš? Vkolikor ste prej bili ful na junk foodu, ste jih jedli ful slabe hrane, pa tako naprej, da zdaj date točno nasprotje tega, torej drugačno hrano, kar je sveže sadje, zelenjava, naravni sokovi, tako naprej, da naredite nek detoks. To bi vam prišlo idealno v sončevem mrku, zato da telo ve, wow, zdaj so pa čist nasprotne, ful zdrave energije in v sončevem mrku, če že si hotel kdaj velike spremembe dela, a pa recimo odvaditi se kaditi, pa teh slabih navad, alkohola, pa tako naprej, idealna šansa, zaradi tega, ker tak sončev mrk, razumeš, daje voljo, motivacijo in lahko veliko hitreje pride do tega, kar ponovadi v novoletnih zaobljubah pada. Sam povem. Wow, jaz sem navdušena, kaj so odprli, kakšne karte, kakšna sporočila, kar pomeni, da se ta energija že zelo, kako se reče, builda, gradi
močna bo tale poravnava in mi bomo delali meditacijo stoletja. Jaz sem si klele kar plonk cegel dala. Aktivirali bomo 7 celih v možganih, ki bojo zadolženi za čisto novo pozitivno razmišljanje, za katero si zdaj imela občutek, da ne moreš aktivirati. Aktiviranje 7 točk na telesu za kanaliziranje svetlobe v telo, ustvarjanje angelske aure. Aktiviranje 7 točk v tvojem domu, ki bodo aktivirale angelske varuhe in prinesle obilje v tvoj dom. Aktiviranje 7 besed za dnevno manifestiranje s pomočjo angelov in aktiviranje 7 angelov za blagoslov 7 želja. In jaz bom tudi 7 minut med samim dogodkom, tole bo zelo zanimivo z velikimi ljudmi delati, ampak se bom pripravila, bom držala portal svetlobe, če boš to seveda hotela, te podpirala. Ker se take aktivacije enostavno ne ponovijo, bo posnetek dogodka tvoj zavedno, dodala bom pa še eno darilo, 7 mističnih interpretacij z enih posebnih kart in tako dalje. Skratka, poglej si dogodek, ampak resnično samo še peščica prostih mest je in predvsem poglej si tudi 19.5. res te z Mihaelom v smel. To je točno to, kar smo danes odprli. Res bova za tebe ustvarila dogodek, te vrnila nazaj v življenje. Mi da sva pripravljena, mi da čuta toliko ljubezni do tega in verjamem, da hočeš biti tega. Poglej si vse skupaj na potovanje do vse.si in naj bo sončev mrk na tvoji strani. Do naslednjič, lepo se imej in čau.